Milost vam in mir od Boga, Očeta našega in Gospoda Jezusa Kristusa. Današnja tema se imenuje Zmajev glas. Malce čudno zveni. Za tiste, ki še morda odraščajo, so te reči, te fosili, ki so jih našli, te izumrle živalske vrste, dinozavri, za njih so nekaj posebnega. In čeprav tega ne vidimo več kot živih stvaritev, ampak recimo z umetno inteligenco prikazano, zmaji. V mitskih zgodbah, herojskih zgodbah, kjer nekdo poskuša takega zmaja ubiti, ampak te živali imajo neverjetno debelo kožo, vržeš kopje in se odbije kot od tanka. Zmaj. Mogočen, čuden. V knjigi Razodetje, 13. poglavje, pa imamo opisani dve sili, ki so tukaj opisane, in o drugi sili, to je 11. vrstice, piše, da izgleda kot jagnje. Ta sila, zelo miroljubna, pobožna in nikomur nič ne stori, ampak potem se ta razvije, da ta sila postane in govori kot zmaj. In zmaj, to smo že v poglavjem prej prebrali, da je simbol za hudiča, za Satana, za tistega, ki vse spravi v nered. In to sedaj je res nenavadno. Če rečemo jagnje, nekaj, kar izgleda kot jagnje, ampak v resnici pa je zmaj. Tako so se že mnogi, kar se tiče zakonske zveze, naplahtali, ker so menili, da imajo muckico, na koncu pa se je izkazalo, kot da je bila zmaj. Saj ena od oseb je to tako razumela. V Bibliji pa je to seveda v čisto drugačni dimenziji. Ker tukaj gre za vse. Tukaj gre za zgodovino sveta, za dogodke v prihodnosti, vse, kar prihaja in se bo zgodilo. In glede na to, kaj smo tu v preteklih stoletjih spoznali, kaj so različni verni ljudje o tem govorili. Tako se tukaj pri teh dveh silah gre za dve sile. Zelo veliki sili, zelo mogočni. Ena sila že stoletja tukaj deluje in druga sila se pojavi šele kasneje in podpira na koncu to prvo silo. Ena sila prihaja iz morja ljudi in druga pride iz skoraj neobljudenega dela sveta. Iz morja ljudi prihaja cerkvena skupnost, ki je vplivala na vse, vsa ta tisočletja, stoletja, in na drugi strani super sila, ki bo na koncu časa igrala veliko vlogo. Zgodovina pa govori o tem, da je že mnogo stoletij, praktično že od časa Kolumbusa, se je Evropa, tako rekoč evropske sile, so se na tem kontinentu razširile. In če pogledamo na tole karto, potem so tukaj bile te velike sile, Velika Britanija, Francija. Tukaj imamo še zelo čudno povezavo, ko nemške dežele še niso bile združene. To je karta iz leta 1815. In tukaj je cesarska kraljevina Avstrija. In če pogledamo naprej, vidimo, da sedaj obstaja že enotna nemška dežela. Torej to še ni tako staro. In to zaradi zmage nad Francijo 1870 jim je potem uspelo, ko je to vodil Brois. In vse te kneževine, ki so tu delovale v tej nemški zvezi, da so tako potem skupaj zrasle v eno državo. In to je na silo storil Bismarck, kancler Broisna. In zraven tukaj je bila velika sila Avstro-Ogrska. Svetovne vojne
pa so pripeljale do tega, da so te srednje sile v Nemčiji in Avstriji, Avstro-Ogrski, tukaj potegnile takratko, ker je to vodilo k temu, da je tukaj Nemčija izgubila dostop do vzhodnega morja in zato je potem tukaj nastala Poljska. Avstro-Ogrska je tako ali tako razpadla in so nastale nove države, ki jih prej ni bilo, kot recimo Čehoslovaška, Jugoslavija, Avstrija, Madžarska, ostanek. Romunija je bila več kot dvakrat večja potem in tukaj veliko se je spremenilo na Balkanu, na vzhodu. Veliko. Nastale so nove države, kot so Estonija, Latva, Litva, ampak samo za kratek čas, ker potem jih je že Sovjetska unija si jih polastila. In ustrezno je seveda tudi pomanjšala Poljsko, predvsem po drugi svetovni vojni, ko je Nemčija imela celo to tragedijo delitve in iz enega mogočnega evropskega okolja je na koncu so ostale ruševine. In ta druga svetovna vojna je države, ki so nekoč vladale svetu, na koncu pustila kot dolžnike. Stroške vseh teh vojn je nekdo moral nositi in tisti, ki je pri tem profitiral, to so bile Združene države. Obe svetovni vojni so v bistvu ZDA nekako porinile v ospredje. V veliki meri. In če si pogledamo nazaj po zgodovini, danes imamo jubilej. 4. julija 2026 bojo Združene države praznovale svoj rojstni dan. 250 let od njihove ustanovitve. Takrat je bila še kolonija in so bile neodvisne od evropskih sil. Takrat so postali samostojni. Šele 250 let so stari. V primerjavi z evropejskimi silami so Združene države še dojenček. Torej, to je tukaj nekaj mladega, frišnega, dinamičnega in svetovni vojni sta zmasakrirali Evropo, zato ker so se mogočneži bojevali drug proti drugemu, dokler ni več šlo. Seveda danes so se že spet vsi združili v Evropski uniji, predtem tega še ni bilo, ampak tudi ta Evropska unija ima, čeprav so sedaj vsi skupaj združeni, te evropske države, kljub temu nimajo več tega in ne more več nadoknaditi tega, kar so prej s svojim klanjem izgubili. In Združene države so bila tam področja, ker tukaj tudi vidimo te osnovne države, ki so bile na začetku, na vzhodni obali. Samo črta, od tukaj do tukaj se je začelo priseljevanje. To so bile te državice, ki so se pred 250 leti osamosvojile. Te barve tukaj pa kažejo, kako je to vse skupaj počasi raslo. Takrat časa je prišel zraven tak puš, skozi vsa leta in desetletja. Naprimer tukaj Florida, južni del in vsa ta obala tukaj je bila nekoč španska last. Za kratek čas vmes tudi britanska. Sam razvoj Združenih držav Amerike je potekal počasi, dokler ni ta postala tako velika država. Prej so se začeli povezovati v večjo državo in Evropa se je sekljala, masakrirala. In zato so se Američani lahko smejali in so tako obstali kot supersila. In po drugi svetovni vojni se je širjenje Amerike razširilo daleč preko meja Amerike, tudi v Azijo, preko Japonske, ko so jih premagali. Še tukaj so imeli odskočno deško, Filipine in seveda tudi Evropo so malce zavzeli, še posebej Nemčijo, zahodni del, tako da so se lahko kot Združene države resnično lahko razširile tudi po svetu, ker je Evropa ležala v ruševinah. Potem pa je prišla ta faza, kjer so Združene države Amerike z Evropo skupaj zelo tesno sodelovali proti Sovjetski uniji in tako je nastala tukaj razdelitev sveta na dva dela.
hladna vojna in iz te razdelitve je potem nastala 1990. leta, ko je Sovjetska unija razpadla, 15 novih držav, tako rekoč Zveza neodvisnih držav. Pri tej izjavi neodvisnih se smejejo celo konji, ampak ta sila iz vzhoda je razpadla na prafaktorje. In Združene države so same sijoče tukaj obstale. Potem pa je sledila faza, kjer se je Evropa vedno bolj združila z Rusijo in vzhodnoevropskimi državami. In to je bila faza tako za Ruse kot Evropejce, kjer so se lahko malce opomogli. To je pripeljalo k temu, da so se stvari drugačne odvile. Da so tukaj sedaj lahko govorili o Evroaziji, vsaj kar se tiče Evropije in Rusije. In potem je prišel ta velik preobrat v Ukrajini. Evropa se postavi proti Rusom v povezavi z Združenimi državami. In potem naslednji velik preobrat, januar 2025, ko je Donald Trump nastopil in je se vse še enkrat obrnilo. In če si vse to skupaj sedaj pogledamo, od 1900. leta do 1500. leta, 400 let, Evropa vlada svetu. Evropska sila v bistvu. In potem v 20. stoletju začne to malce razpadati, 2 svetovne vojne, pridodajo zadnji udarec Evropi, potem je bila še Amerika in Rusija in na koncu obstane samo še Amerika. Potem sedaj Ukrajinska vojna in sedaj poskušajo popolnoma izključiti Rusijo in potem je nastopil Donald Trump. Zdaj pa je vse drugače, popolnoma vse drugače. In sedaj bomo to vse skupaj analizirali, kako je to v preroštvu, v razodetju 13, zakaj je tukaj omenjena Združena države Amerike kot glas zmaja. S čim je to vse povezano? Kako sploh pride do teh reči? Saj to je hudičevo. Pred kratkim se je odvil svetovno-gospodarski forum v Davosu, kjer se elite sveta zberejo. Bogataši sveta, vsi, ki imajo vpliv v svetu, najpomembnejši voditelji držav, je v zadnjih letih postal zelo pomemben forum, kjer se srečajo svetovni mogotneži in tu postavljajo smernice. Pridejo tudi znane osebnosti in imajo svoje govore. In to pride tudi v javnost, saj so te reči posneli, zato objavijo, nekatere stvari skrijejo pod mizo. In potem tukaj govori premier Kanade, Mark King, ki se je moral braniti proti nečemu, proti apetitu Združenih držav Amerike. Ker odkar je Donald Trump, je apetit Amerike postal zelo velik. In ta premier Kanade, in Kanada je po Rusiji druga največja država na svetu, ima pa samo 10% prebivalstva Združenih držav. Ogromna država, ampak malo prebivalcev v primerjavi s površino, minimalistično. In večina jih seveda živi tukaj, v tem področju. Vse, ker je tukaj bolj na južni in vzhodni strani. Če pa gledamo tukaj v te globine sem, tukaj ni nič. Tukaj je tako rekoč brez ljudi. Nekoga sem nekoč spoznal, ki so bili siti vsega tega, kar se dogaja v svetu in so rekli, se bomo izselili v Kanado. V divjino gremo. Želimo mir, kjer ne bo ljudi in imamo raj medvede in volkove, ampak sam ne ljudi. In tako so se tja preselili in so rabili 2 uri z avtom, ne peš, da so prišli do naslednjega mesta, kjer so lahko kupili hranila. Zato so si morali kupiti ogromne hladilne in zmrzovalne skrinje
Ker ko so šli kupovati, potem avto do vrha napolnijo, ker mora ta nakup potem zdržati vsaj mesec ali dva. Zato, ker tam, kjer živijo, tam ni nič. Nič. In to so mi povedali. Tako so sedeli na verandi in so uživali to tišino. Nekaj časa. Potem so jim pa stvari ratale tako tihe za njih, da so dobesedno slišali dihanje tišine. In na koncu je prišla ta točka, sta rekla si, ne zdržijo več te tišine. Tako samotno je tam. In potem je nekdo prišel na obisk, k njima in ga nista več spustila. Človek, s katerim še lahko govoriš. In tudi ta oseba je bil bolj samotnež, lovec na kožuhe. Samota za nekaj časa. Potem pa ponovno potrebuješ tisto drugo. Če kdo to išče, vam garantiram, da je to samo za kratek čas, ker potem ponovno želimo videti ljudi. Tako je v Kanadi. In ta premier iz Kanade, on je sedaj govoril na tem forumu v Davosu. In ko pogledamo medije v Evropi, ki so se glede tega izrazili, so tega gospoda dvignili v nebesa. Njegov govor, on je bil najboljši. Ta pravi človek za to, kar je povedal. Rekel je zelo zanimivo izjavo. In ta izjava vam bo ostala v spominu. Če ne sediš pri mizi, potem si na meniju. In na meniju so reči, ki bodo požrte. To je bila njegova zanimiva izjava. Torej, če ne sedite pri mizi, če niste zraven tam, kjer se odločitve sprejemajo, potem boste použiti. In potem je nagovarjal tudi Američane, ki so preprosto začeli vse požirati. Grenlandijo, Venezuelo, Kolumbijo, Meksiko, Kubo hočemo, ja in Kanado tako. In sedaj se on tukaj upira, ta kanadski premier. In kako se upira? Kaj je rekel? In to izjavo so dvigalni v nebesa. Kakšen človek, kakšen govor. Njegov govor je v bistvu pomenil klic na pomoč. Klic na pomoč Evropi, še posebej v Veliko Britanijo, Nemčijo in Francijo. Združimo se skupaj, ker v NATO so tako skupaj. Združimo se skupaj kot srednje sile. Ker do sedaj so že spoznali, da niso več med prvimi. Da niso več vele sile. Samo še srednje sile. In zato je rekel, združimo se skupaj. Sicer bomo pristali na meniju in bomo požrti. To je bil klic na pomoč. In Evropejci so rekli, kakšen čudovit govor. Klic v obupu. Požrli nas bodo. Držimo se skupaj, da ne bomo požrti. To je bil njegov govor. Kaj je tako dobrega na tem govoru, na klicu v obupu, ne vem. Ampak nekaj je postalo jasno. S tem se je začelo, da dosedanji svetovni red ne velja več. Je razpadel. Sedaj imamo nov svetovni red. In kako izgleda ta svetovni red? Tisti, ki sedi pri mizi, bo požrl tiste, ki se na meniju. Tako izgleda nov svetovni red. Tudi francoski predsednik je govoril tam. Torej en treh mogočnežev iz Evrope, Emmanuel Macron, in njegova oblačila so bila vredna omembe, saj je nosil sončna očala. Njegove izjave so bile take, kot jih vedno v Evropi tudi slišimo, torej, ja, mi smo veliki in moramo se zavedati, kaj smo imeli in kaj bi lahko bili. In to je tako rekoč nostalgično, ko sanjaš o nečem, česar ni več. Po 2 svetovnih vojnih so v bistvu evropske sile izkrvavele. Te 2 svetovni vojni so v bistvu Evropo uničile.
to vojaško silo, oblast. In to je sedaj povsem jasno. In tako je poskušal še malce od tistega starega sijaja dobiti in spolirati. In tako je govoril s temi sončnimi očali. On je bil edini s sončnimi očali. Zakaj? To čudno zgleda, kot edini je bil tak. Naslednji dan pa pride Donald Trump. In Donald Trump se je posmehoval glede na izgled njegova oblačila, kako je izgledal kot predsednik Francije. Trump je o njemu rekel, in to je bilo res tako ponižujoče. Če razumete, tukaj gre za vodja države, predsednika, Macron iz Francije. In tako Trump o njemu reče pri svojem govoru: opazoval sem Macrona s temi luštnimi očalci, sončnimi očalci, ki jih je imel. In potem že opazimo, da bo še nekaj dodal. In potem Donald doda: kaj za vraga, kaj se je pa tukaj zgodilo, da to nosi. To pa veliko odraža o moči Združenih držav Amerike in o propadu evropskih sil. Se vidite, kako so ti štirje prišli, torej Italijanka Meloni je že tako flirta z Trumpom, ona ni več za uporabo, da bi Francoze, Angleže in Nemce podprla, ojačala. Te tri so v bistvu same države sedaj. In kako so ti sedaj nastopili tam zgoraj, kaj sploh še lahko dosežejo? In vedno bolj prepoznamo, da kako Združene države Amerike, torej glas Donalda Trumpa, kako to vedno bolj postaja kot glas zmaja. In to v tej meri, kolikor Trump, predsednik, svoje izjave podaja, kdo je tukaj šef v tem svetu. Če si njegov pogovor bolj podrobno pogledamo, kjer je ta pogovor bil nekako prežet z samoljubjem, samohvala. Jasno je postavilo, če obstaja katerakoli država, ki je močna gospodarska sila, to so Združene države Amerike. Pri nas gre navzgor. V Evropi gre navzdol, pri nas pa gre navzgor. Potem je tudi razložil, zakaj drugim grozi z uvoznimi carinami. Zakaj? Je zato, da bi pokazal, da smo mi bili do sedaj dobrodelniki sveta. Tako to on vidi, ne? Mi vidimo nekaj drugega. Ampak tako je to prišlo čez. In sedaj pa bomo postali enakopravni partnerji. Preveč smo vas božali do sedaj, kar se tiče denarja, in vas dvigovali kot Združene države Amerike. Zdaj pa bomo enakovredni partnerji. In tako je on branil svojo politiko delovanja, torej uvozne takse, in potem je začel tako rekoč obsojati Evropo. Rekel je, oni s temi njihovimi vetrnicami na veter. In on se je iz tega norčeval, glede evropskih klimapolitike. Vse je samo alternativa in sploh ne fosilna goriva, vse iz narave, torej sonca, voda, zrak. In potem je rekel, več kot je vetrnih vetrnic nekje, bolj država začne izgubljati. To so luzerji, tisti, ki izgubljajo po celi liniji. On pravi tako rekoč, vi ste idioti z vašo klimopolitiko. To jim je pribil okoli ušes. Glas zmaja. Tako močno so se ojačali v moči, da se norčuje o Evropi, o evropskih silah, in to potem, ko je Evropa skoraj 500 let vladala celotnemu svetu, torej evropske sile. In sedaj jim pokaže, pa veste, kaj ste vi? Nič ste. In to je glas zmaja. In to je že postalo zelo jasno sedaj, pri tem govoru v Davosu.
In rekel jim je, tako se vam je zmešal, tako greste po glupi poti, kar se tiče vaše energijske politike. To, kar sedaj plačujete z energijo, v primerjavi z Rusijo, ki ste naredili sankcije proti njim. Rekel jim je jasno, zgrešili ste. Celotna gospodarska politika sedaj šele res pride, ker do sedaj v gospodarstvu je temu tako. Dolgo rabiš, da nekaj zgradiš. In potem, če gre navzdol, lahko nekaj časa živiš od rezerv. Ampak ko gre vse skupaj vedno hitreje navzdol, ko zmanjka rezerv, v to zdaj prihajamo. Gospodarska kriza bo sedaj udarila z vso silo. In Trump je rekel, vi idioti, vi ste to izklopili. Sami ste se zadolžili, popolnoma nepotrebno. In vaša politika priseljevanja tujcev, kjer imate tako veliko tujcev, predvsem iz Azije, ki ste jih dali vstop v državo, ki so tudi brez izobrazbe in ste jih obdarovali z darili iz državne blagajne. In sedaj se bo slabo vračalo za slabo. Zabluzena energijska politika, zabluzena gospodarska politika kot posledica energijske in zgrešena migracijska politika. Vi v Združenih državah, mi to delamo vse boljše. To je bilo njegovo sporočilo za Evropejce. Pri določenih kadrih snemanja, kjer so snemali ta pogovor, različne medijske hiše, in so snemali množico ljudi, kam so gledali voditelji evropskih sil, nekoč mogočih, v tla so gledali. Tako rekoč jim je vprav glavo. Grajal jih je. In to je storil s tako samovšečnostjo, serviral v tej eni uri, kjer se je glas zmaja jasno slišal. Kako močne so Združene države in kako šibka je postala Evropa. Kjer je jasno povedal, da ko jaz s pestjo na mizo udarim, potem se vsi tresete. Samo rečem uvozne takse na Evropo in so že pridni. Vse, kar pride v medije, kjer se grdo govori o Trumpu, in je Evropa tako rekoč povzdignjena, kot koliko je dobra in kako dobro delajo, Zmaj jim je tukaj iz obraza strgal masko. Zmaj res ni ljubeznil. Eno pa je jasno povedal. Tako zgleda realnost, dragi prijatelji. To je realnost. Na trdo. Kdaj boste končno dojeli? To je njegovo sporočilo. In diplomat on ni, ne? On to jasno ustreli. Z jasnega. V bistvu je predrzen hvalisavc. To, kar počne. Ampak to je resniča. Ponavadi ne rečemo tega tako direktno, nezavito. In potem je seveda tudi podelil svoje mnenje, kaj bi on vse rad imel. Tu na zemlji imamo mnogo držav, dovolj držav, katere se mu tudi padle v oči, je dobil apetit za njih in jih ima že na meniju. Venezuela, tam je že začel, šefa je že ugrabil, v Kolumbiji je tudi že pozvonil in vse te srednjoameriške države seveda želi tudi imeti vse zase kontrolirati, Meksiko, Kuba, Kanada, Grenlandija, tako kot Monlutek Trim, neki bivši šef v Združenih državah v Ameriki, ker je rekel, Amerika naj bo za Američane. On želi tukaj vse kontrolirati. Edin, ki se še dobro bo zmazal, trenutno je Milei iz Argentinije, zato ker se ta dva sedaj trenutno razumeta, sicer pa mi smo mi in mi želimo vse to za nas imeti, kontrolirati. Sem spada seveda tudi Grenlandija in če si tole zgoraj seveda pogledamo kot kugla, potem tukaj čez seveda letijo rakete preko Kanade v Združene države, če bi prišlo do spopada z Rusijo. Zato potrebujemo Grenlandijo kot ta velik
to veliko letalonosilko. Do sedaj je že zelo veliko grozil in je rekel, ne, saj ne s silo, jaz bom to kupil. Torej, kaj košta svet? Jaz bom kupil cel svet. Aroganten glas zmaja. Pred 2000 leti je bilo to napisano v Svetem pismu. Razodetje 13 in 11. vrstica. Pred 2000 leti je to apostol Janez v viziji gledal. In sedaj se to vse uresničuje. Neverjetno. Torej, kar nekaj ljudi se lahko sedaj pripravi na dogodke. Kaj pa nekoga lahko sedaj čudi, je pa to, da Venezuela je že dolgo časa bila na odstrelu. Zakaj so tako dolgo čakali pri postopanju pri tem? Zakaj niso tega že zdavnaj storili, kar so sedaj storili? Združene države, mislim. In tukaj imamo sedaj točko in ta točka je zelo zanimiva. Pri tej točki me kar zmrazi po hrbtu, ker, če beremo naprej, potem ugotovimo, da ta glas zmaja tako deluje, da na koncu ne boš moral ne kupovati ali prodajati, če ne boš izpolnjeval glas tega zmaja. To je pa jasno. In sedaj se to tako dogaja. In če kdo ne želi slediti, potem uporabijo macolo, uvozne takse. Tako kot reče Trump, 50%, 100%, 150%, kar tako. On s ciframi kar meče okoli. Potem javkajo, potem se pogajajo in potem se zmenijo za nek znesek, ki je nižji od sedanjega. In so srečni, da ni 100%, ampak samo 50 ali 25%. A pa se je močno povečalo. Ne moreš kupovati, niti prodajati, če nisi na liniji z njim. Z glasom zmaja. Hkrati pa je tukaj sedaj rečeno, da ta super moč, ki je kot prva opisana v Razodetju 13, ki se je pojavila, ker je stoletja trajala in je vedno preganjala verne, kar je prispodoba za katoliško cerkev, bolj jasno tole ne moreš niti prikazati. To, kar je inkvizicija storila, papeštvo, v vseh teh stoletjih, te so pobili več ljudi kot Hitler ali Stalin. In ta prva sila, ta verska sila, svetovna sila, kot rimokatoliška cerkev, ta sila bo s strani Združenih držav, tako opisuje to tukaj v Razodetju 13, podpirala. V tem smislu, da papež reče, to pa to bi mi radi, in politični del, supersila, Amerika, to izvede. In to sedaj vidimo tudi na primeru Venezuele. Tale predsednik Maduro, ki je bil pred kratkim še na svoji poziciji, za novo leto so ga odstranili, ameriška vojska ga je odstranila, na kakršenkoli način že, kakorkoli, sedaj je zaprt v Ameriki. In ta človek je opazil, da pritisk iz Združene države vedno večji in težji, in zato je iskal pomoč pri papežu. Maduro. Obstaja pismo pri Fox News, kjer je ta Maduro pisal pismo in so ga intervjuali in potem je povedal, kaj vse je napisal. In kako je prosjačil papeža naj bo milosten, zato da ga Združene države Amerike ne bi tako poželjivo gledali na Venezuelo in izstradali Venezuelo, ker sankcije Amerike proti Venezueli so res uničile državo. Imeli so ogromno inflacijo. Neverjetno. Tako se je torej Maduro obrnil na pomoč k papežu v Rimu.
In kaj je prišel kot odgovor strani papeža? Takrat je bil še papež Frančišek, ni še bil Leo XIII, novi ameriški papež, ampak Frančišek. In kaj je zdaj on naredil? Tako piše eden iz države, kjer je najbolj bogato država, kar se tiče nafte na svetu, zato je bil tudi ameriški prijem tako močan. Rekel, prosim, pomagaj mi. Propadamo. Združene države nas dušijo. Ne zmoremo več. Prosim, pomagaj. Torej, to je bil klic na pomoč iz Venezuele k papežu. In potem papeža poznamo, kako je milosten, dobrotljiv, očetovski, ljubeč. In kakšno sporočilo so dobili nazaj? Kaj je napisal nazaj? Ali je papež bil tam, da bi tukaj sedaj prijel pod roko in pomagal, naredil mir? Papež je s tem, kar sedaj je, in to, kar je sedaj tudi oznanil, objavil, kot odgovor na ta klic za pomoč z Madurota. Kaj ti? In to je sedaj zanimivo. Kakšen odgovor je v bistvu papeštvo tukaj podalo? Torej, iz strani Venezuele je želja, da bi papež tukaj posredoval. In to ne moremo, zato ker ni pogojev za to. Aha. V Rimu so namreč skeptični, kar se tiče Madura, njegove legitimnosti. Ali je sploh legitimen predsednik? Ali ga je ljudstvo sploh hotelo? Ali so bile volitve manipulirane? Za cerkev pa, za rimokatoliško cerkev, je ljudstvo prioriteta in ne predsednik. In ljudstvo vidi stvari drugače kot predsednik Maduro. Rimokatoliška cerkev, torej voditelji v Venezueli, njega zavračajo kot predsednika in zato se papež tudi ne postavi kot posrednik. Pika. Predstavljajte si, Maduro ne ve več, kako naprej, nazaj, se obrne k papežu, saj je tudi on katolika, ne? Vse so vsi katoliki. In reče, jaz sem katolik, sem veren, in se torej obrača k svojim vodilnim v svoji cerkvi, kot predsednik te države. In prizna, kako je veren, religiozen in kako rimokatoliški je. In kaj potem odkrije? Pst, pa so ga pustili pasti. In to se je sedaj tukaj odvilo. S tem namreč, ko je sedaj papež Madurota tako rekoč pustil na dežju, ali je to Ameriko tako rekoč spodbudilo, da so tukaj zgrabili z vetrom v hrbet strani papeža iz Rima. In sedaj še z več vetra v hrbet po smrti Frančiška in po novoizvoljenem papežu Leonom XIV, ki prihaja iz Amerike, ki sicer tudi pozna Južno Ameriko dobro, saj je dolgo časa bil v Peruju. Ta Leo XIV je tako rekoč Venezuelo tako rekoč odobril za odstrel. Seveda z lepimi besedami za ljudstvo in za pravičnost in mir in sigurnost, da ne bi prelivali krvi in tako naprej. Ampak ni posredoval. Ampak jasno povedal, Združene države bodo sedaj stvari vodile. Mi tukaj ne bomo posredovali. Zato, ker ni danih pogojev za posredovanje. In tole, da so jih dali za odstrel, je vodilo k temu, Madurota, da so ameriške sile sedaj zgrabile priložnost. In tukaj pride točno to skozi, kar je bilo v Razodetju 13 opisano, da papeštvo z supersilo Ameriko z roko v roki vodi dogodke v svetu. In vodi celo v meri, v kateri mi niti približno nimamo ideje, kaj vse počno. Koliko vse je pod njihovim vodstvom. In kaj se vse v zakulisju dogaja.
ker sedaj je ponovno velika vrsta v Rimu. Pomembni akterji, kar se tiče v Ukrajini, tukaj pripeljati do konca vojne, vedno znova je papež vpleten. Ta izjava pa, da Združene države naredijo papeštvu podobo, Razodetje 13, tako kot je nekoč v Danijelovi knjigi, 3. poglavju napisano, kjer se postavi podoba Nebukadnezarju, da se ga časti. In kdor tega ni počel, so ga skurili. To je prispodoba, ki jo sedaj Razodetje uporablja, da pokaže, tukaj najmočnejši vladar podpira cerkven, religiozen sistem in v prakso spravlja to, kar si ta religiozni sistem želi. In to tukaj jasno vidimo. Papež je dobesedno rekel takole: dobrobit ljubljenega venezuelnega ljudstva, to je papež Leo Novi pravi, mora biti postavljeno nad vse druga premišljevanja. Torej, dobrobit venezuelskega ljudstva. To je najbolj pomembno. Da bi sila bila premagana in da bi pot pravičnosti, miru in sodelovanja lahko počeli. In to je najlažje tako, da Maduro to odstranijo, ker dvomijo v njegovi legitimnosti in konec. Naslednji pa, ki bodo tukaj na oblasti, že hitro izpolnjujejo navodila Američanov. In s tem je torej zmaj, Združene države, glas zmaja, si prilastil največje rezerve nafte na svetu, ker tisti, ki je to informacijo takrat povedal, strani predsednika Trumpa, ker so ga intervjuali in so ga vprašali, kako je zdaj v Venezueli, kdo ima oblast. Je rekel, mi, Združene države Amerike, smo na oblasti. Mi smo tisti, ki to korigiramo. Mi imamo oblast. Drugi delajo po naših navodilih. Je pa temu tako, da ta nafta je nekoč tekla povsem po svetu. Od tega je profitirala tudi Kitajska. In s tem, ko je to sedaj prišlo pod nadzor ameriške vlade, potem se tu njihova oblast širi. To pa, kar sedaj vidimo, in nekateri pravijo, da se je Trumpu malo zmešalo. Njemu se ni zmešalo, ampak tukaj gre za zelo trdno izračunano kalkulacijo, ki so jo izvedli. Kako se moramo razširiti, moramo se zasiguriti surovine. Isto je počel tudi Hitler. Potrebujemo ozemlje za surovine, sicer ne moremo rasti, ne moremo postati močnejši. Zato so napadli na koncu tudi Ruse. In to področje, za katerega se sedaj bojujejo v Donbasu, da bi si lahko zasigurili in da je to dobil v nemške roke. Širitev moči. In to isto stvar počne sedaj tudi predsednik Trump. Ampak na način, kjer na podlagi polnine njegove moči in je že tako napihnjen, da si to sploh lahko privošči, upa, dovoli. Kot naprimer, če on reče, ja, vzeli si bomo Grenlandijo, bomo to storili z različnimi pogodbami in potem bomo vzeli tudi vse naravna sredstva in to vse področje, kot letališče si bomo vzeli. Oni pač storijo to. In tega ne naredijo kar nekje presenetljivo na skrivnem. Zmaj je tako mogočen postal, da že kar vnaprej reče, ja, zdaj si bom pa to vzel in potem si bom vzel še tisto in to se kar vzame. Kakšen krik je bil kaj glede Venezuele v svetu? Tisti tipični namreč. Te tipični, če se pogledamo na tele karti. To je namreč karta, ki je sicer že 20 let stara. In tukaj beremo Kuba, Venezuela, rdeče. In usoda Venezuele, kar se tiče vodilnih vodstva, bo na Kubi, bo isto doživela. Trump, glas zmaja, pravi sedaj, vsem ostalim, ki so tukaj rdeči, Libija bila že poražena,
Iranu tudi že grozijo, Sirijo so že premagali, Belorusija je še ostala kot prijateljica Rusov. Vsi ti, ki so takrat bili rdeče pobarvani, pred 20 leti, so na spisu za odstrel. In če bodo sledili našim navodilom, jih bomo samo pobarvali z modro. Če pa ne bodo sledili, bodo uničeni. Jih bodo kar povozili. Tako kot pri Gaddafiju v Libiji. Če ne igraš igre z nami, potem je konec. V Siriji, če se ne igraš z nami, je konec. V Iranu, če ne boste z nami, prihajamo. Kot prvo so grožnje, gospodarske sankcije in vedno gre za to, da bi razširili pridobitev surovin in gospodarstva. Tukaj gre za vojno, ki se ne bojuje vedno z orožjem, ampak z delovno politiko. Uvozne carine uporabljajo kot orožje. Sankcije se uporabljajo kot orožje. To je glas zmaja. To, kar je pa pretresujočega pri tem, da bo temu zmaju skupaj s papežem uspelo celoten svet dobiti v svoje kremplje. Celoten svet. In kaj pol? Kdo bo potem še ostal? Kdo se bo tukaj še postavil proti temu? Proti zmaju? To bodo ti, ki bodo na Jezusovi strani. In te bodo tako brezvezni, kar se tiče njihove moči, da se zmaj lahko samo posmehuje proti temu. Kaj bojo oni? To bo boj kot Golijat proti Davidu. Ampak kdo je zmagal? Takrat, pred 3000 leti? David. Presenetljivo. Ne Golijat. In isto bo tudi na koncu. Zakaj? Od kje kristjanom prihaja pomoč na koncu časov? Kdo jim pomaga? Ko bo cel svet bil obrnjen proti njim, združeni. Zanimivo je, kako je ta Club of Rome, ki so ga osnovali, ko sem jaz bil še v gimnaziji. In takrat smo imeli profesorja, ki nam je vedno govoril o tem Club of Rome. To je klub, ki se je začel kot zanimivost v Rimu, tam, kjer je sedež papeža. In ta Club of Rome je svet razdelil na 10 področij. V Razodetju 17 govori tudi o 10 kraljih. Tudi zanimivo. Kakorkoli že, teh 10 področij, številka 1, je tukaj prikazana Severna Amerika. Inkluzivno, in to je bilo že v 70 letih, inkluzivno Kanada in Grenlandija. To vse je številka 1. Že takrat so jasno pokazali, kje bo področje oblasti. Številka 2 so tukaj evropske sile in takrat je to bilo deljeno vzhod-zahod. Vzhodne področja so bila takrat še pri Sovjetski zvezi, ker je to še pred 1990 letom karta bila narisana. Tretji del Japonska, zanimivo, sama država in Južna Koreja. Številka 4, Avstralija, plus, in to je tudi še vedno iz tistega časa, Južna Afrika. Takrat so tukaj vladali še belci, še ni bilo Nelsona Mandele, ker sedaj vladajo črni Afričani. In tako so Južno Afriko pridali k Avstraliji. Zelo zanimivo, kako te konstelacije so nekoč izgledale. To je bila 4. 5. del je Rusija, Sovjetska unija, z vzhodnim delom Evrope. 6. področje pa so imeli Južno Ameriko, prikazali. 7 pa Severno Afriko, muslimanske države. In potem črni del Afrike. Zadnja in predzadnja točka, Indija in na koncu Kitajska. To so pisali že v 70 letih.
Že takrat celotna Severna Amerika, vključujoč Grenlandijo, ni pri Evropi, čeprav je ta sodila Nizozemcem in takrat so Nizozemci bili veliko močnejši kot danes. Že takrat so to pripisali Ameriki, Severni Ameriki. To je tudi pomembno. Ves ta razvoj sedaj, da zmaj vedno več kaže na to, da je on zmaj. To gre tako daleč, da se bo celoten svet pod vodstvom zmaja in papeža združil. Dokler ne bodo ostali samo še tisti, ki so vodeni z višjega vera, oziroma se pustijo voditi od kralja univerzuma. In to bo sedaj zanimivo. Tukaj gre za skupinico, kakšno moč pa imajo, kakšno gospodarsko moč imajo, kakšno vojaško moč imajo, ki so na strani Jezusa. Samo smehljaš se lahko pri tem, ampak imajo pa največjega zaveznika v univerzumu, kralja univerzuma. In tukaj imamo sedaj planet, kjer knez tega sveta, kakor ga Jezus imenuje, Satan. On ima v svoji oblasti vodje teh držav. Ali te sedijo v Moskvi, ali v Washingtonu, ali kjerkoli drugje, on jih ima v svoji oblasti. London, Pariz, Berlin, on vodi te reči. Vse to preko papeštva. Papeštvo pa preko Združenih držav in Združene države preko vseh ostalih držav. Zdaj se kaže, kako so močni. Na gospodarskem forumu v Davosu se je pokazalo in je Trump pokazal, kdo sploh ima boljše karte. In da so vsi skupaj ostali nič. In da je za njih najboljše, da se vsi skupaj podredijo Združenim državam. Nastopil je kot Big Boss. In kar je še zanimivo, pa čeprav so evropski mediji pisali, kako je to narobe in da ni tako, kako so vodilni evropski sil tam reagirali po njegovem govoru? Stoječim ploskanjem. Skočili so v zrak in ploskali. Klap, 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 klap. Zakaj? Je zato, ker je najmočnejši bil pred njim. Morali so plesati po njegovi taktirki, saj jim nič drugega ne preostane. Sicer jim bo šlo še slabše. Navzven sicer lahko vse živo formulirajo, ampak znotraj vedo točno, da se moramo podrediti. Moramo. In lahko imaš najlepša sončna očala na obrazu. Potem te bo še spljuval glede tega. Lahko tudi kot kanadski premier rečeš, da je star svetovni red razpadel, stisnimo se skupaj, da ne bomo mi na meniju. Ampak oni so že na meniju pristali, evropske sile. Zato tudi ta klic za pomoč. To je bilo jasno opredeljenje stanja, kakšno je. In sedaj se ta zmaj tako napihuje. Instrukcije strani papeža, si podredi v svet, reagira nad vsem, vodi gospodarstvo in carine in podobno. In potem na koncu stane samo še en kupček ljudi. Ena mala skupinica, po celem svetu raztresena, ki sledijo višjemu kralju. Kralju univerzuma. In ko pride ta čas, ko bodo želeli še te povoziti, takrat pride kralj univerzuma na obisk. Potem se približuje Jezusov prihod. In kaj je torej jedro tega vsega, kar papež izvaja, ideji papeža, kar bo tudi Amerika izvedla, uredila, da bi celoten svet združili, da vsi na en dan posvečujejo tisti dan, tako kot nekoč v času korone, ko so bile ulice prazne, brez ljudi.
centri mest, pešcone, kjer ponovadi mrgoli ljudi. Markov trg v Trstu, prazen, zaprt. In isto tudi drugi centri v svetu. Ko smo videli te slike na televiziji, smo si mislili, se to ne more biti. Pokazali so svojo moč v času korone. In na koncu bodo pokazali svojo moč v gospodarstvu in za en skupni dan počitka za celoten planet. In kdo se je izmislil ta dan počitka? Rim, papeštvo. Skupna nedelja. In potem bo Jezus ponovno prišel. Ko bodo te reči dosegle svoj vrhunec, ko bodo po celem svetu to vsiljevali, potem bo prišel Gospod. In prišel svoj iskat. V največji evakuacijski akciji na tem planetu. In zakaj se gre? Tu vidimo, kako se glas zmaja vedno postaja vedno bolj hudoben, predrzen, močnejši, kaj si vse jemlje. Najmočnejše sveta lahko riskira, jih poniža in vsi, kar tam sedijo in prosjačijo in jejo iz njegove roke. On si to lahko dovoli. Sledili mu bodo. In potem se bo prevzel. Kot tisti, ki vlada svetu. S temi nedeljskimi zakoni, ki izhajajo izpod peresa papeštva. To, kar so si vedno želeli. Ta mala skupinica pa, ki držijo soboto, tako kot piše v 10 zapovedih, te bodo nase potegnili jezo. Tistega, ki je v resnici zmaj, pravi zmaj. Kajti ZDA imajo samo glas zmaja. Tako rekoč so novinarski predstavniki, prav zmaj pa sedi v nevidnem svetu, hudič, Satan. On vodi Rim, papeštvo, papeštvo vodi ZDA, ZDA pa vodi vse ostale države. Papeštvo vodi vse religije, vodje religij, nedeljo bodo speljali po celem svetu in gorjeti, če ne boš tega držal. Tako kot pri cepljenju bo, potem boš tu stal zunaj. To bo šlo do smrtnega dekreja. In potem bo Jezus ponovno prišel, preden jih bodo pobili in bo svoje prišel iskat. Gre se za to, da dovolj zgodno pridemo na pravo stran. Na zemlji se bodo tako ali tako vsi združili. Razen tistih, ki sledijo Jezusu, ki mu resnično sledijo, ki držijo njegove zapovedi in ne teh, ki so jih ljudje si izmislili. Jezus je dal svoje življenje za nas. Zmaj, hudič, pa je hodil oblast. Jezus je svojo oblast oddal. In ravno zaradi tega, ker je oddal svojo oblast, z dokazom njegove ljubezni, je pridobil srca. Je dobil tudi tvojega? Potem si na pravi strani. Molimo. Hvala ti, naš Gospod, da si ti tisti, ki v taki ponižnosti, nežnosti in potrpežljivosti. Hvala, ker si ti vse dal, celo tvoje življenje, da bi premaknil naše srce k tebi. In tako si premagal hudiča. Cel svet nas čuva proti temu, proti tvojim sledilcem, o Gospod. A potem ti prideš s tvojimi angeli in boš vse razrešil. Rešitev prihaja od zunaj, iz nebes. Tukaj imajo tvoji sledilci najmočnejšega kot svojega sovražnika. Ampak samo najmočnejšega na tem planetu. Iz nebes pa prihaja še močnejši. To si ti, o Gospod Jezus. In ti nas boš prišel iskat. Vsakega, ki te ljubi in se zanaša na tebe. Zato se ti zahvaljujemo. Amen. Naročite si še knjigo, ki veliko teh dogodkov tudi bolj podrobno opisuje, Veliki boj. Informacije spodaj v opisu.